Dragi gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu info360.si, današnji uri resnice. Z menoj so spet naša stalna komentatorja, Boštjan M. Turk in pa Miran Videtič. Lepo pozdravljena. Pozdrav. Zdaj, velikonočni prazniki so mimo, ampak sestavljanje nove vlade se nadaljuje. V petek je ustanovna seja Državnega zbora. Zdaj, Miran, mi smo prejšnji teden govorili, malo smo se pogovarjali okoli tega morebitnih nakupov, šopinga teh poslancev. Robert Golob, če hoče sestaviti vlado, jih potrebuje najmanj 6. Zdaj, videl sem, da so veliko poročajo zdaj mediji o tem. Tudi imena posamezna se pojavljajo teh, kako bi rekel, kandidatov za, za nakup ali prestop, kako pritiske in podobno. Ampak sam zanima, recimo, vajno mnenje. Zdaj, ali v tej situaciji, recimo, ker ti mediji poročajo, pa na družbenih omrežjih je tega veliko, tudi politiki o tem govorijo. Videli smo, recimo, Stefanović in podobno. A je zdaj teže ali laže v takih okoliščinah, recimo, prisiliti nekoga, da prestopi? Figurativno. Misliš vzdušje v državi do teh strank? Ne, hočem reči o tem, ker zdaj mediji nekako to spremljajo tako, v tem smislu. Malo je zdaj to pod lupo, kako bi rekel. Pravzaprav tistim, ki spremljamo malo bolj to politična razmerja, je predvsem jasno, da razni nastopi, kot je recimo županja Črne, Lesjakova, predvsem vrši pritisk na tega Koroškega, torej ustvarja nek ambient na Koroškem, da bi se čim bolj recimo tega koroškega poslanca demokratov, mislim, da se Potnik piše, probali prisiliti v to. To je edini, bom rekel, to je edini razlog, da se neka županja, ki bi mogla imeti, dela in dela zdaj z tisto popoplavno sanacijo in pa z občino, oglaša na nacionalnem nivoju, torej komentira nacionalni nivo in bom rekel ozmerja Vrtovca, Logarja in podobno. To je zdaj ta vzdušje. To je tvoja ocena, da to se dela ciljno, ona je članica tega omrežja in to se zdaj dela ciljno. Ali pa povlekli so ven, bom rekel, Jako Demšarja, jaz ne vem, kdaj sem nazadnje za njega slišal, ki tudi daje izjave v smislu, da z Janšo pa ne zaradi tega, ker se je vršilo v policiji to in to in to, čeprav meni pa ne pove, kaj je Golob vršil v policiji. Skratka, zdaj je to pa Jako Demšarja on je velikokrat tako pride v nekem momentu. Ampak predvsem zdaj zadnje čase tako pred volitvami ali pa v takih zadevah, ki, bom rekel, nekako se lomijo v državi. Tako da sigurno neke poslance, ki ne znajo tega pritiska zdržati, ali pa ki ne poznamo jih vseh, nekateri verjetno ne bojo zdržali tega pritiska, verjetno kakšen prestop se bi znal zgoditi. Ampak zaenkrat meni kaže, da pravzaprav omenil si gospoda Križana, on je dajal neke izjave, ni se eksplicitno, bom rekel, opredeljeval, ampak načeloma je dajal vtis, da on je, bom rekel, na stališču stranke. To, kar se bo pač stranka odločila. Demokratov. Tako. Za tega Potnika sem jaz, bom rekel, bolj skeptičen, da ne bi slučajno ga potegnili čez. In pa seveda moram reči, ne glede na držo Zorana Stevanovića, pravzaprav tistih poslancev ne poznamo in lahko da koga, kakšne finančna sredstva, funkcije, zaposlitev, sorodnikov in podobno. Skratka, ta Vučićev model lahko pritegne, da bi eventualno šel na drugo stran. Tako da, jaz mislim, ta teden, ne glede na to, da bomo imeli že neko glasovanje o predsedniku Državnega zbora, jaz mislim, da še nič ne bo jasno. No, zdaj, glede Francija Križana, sem z njim intervju na tem spletnem portalu Info360, videl sem dve stvari. Prvič se je pohvalil, kot vidiš, da on pač je navajen pritiske in da ve, kako s tem pač handlati. In drugo, kar je, se mi je zdelo, da je izrazil nek interes, da bi bil eden od nosilcev funkcij v Državnem zboru. Mislim, jaz človeka ne poznam in bi bilo, karkoli bom rekel, ne bi bil nek resen argument, ampak glede na leta, glede na funkcije, ki jih je upravljal, glede na, predvidevam, neko modrost človeka v 70 letih, zakaj pa ne? Saj mi pravzaprav potrebujemo ljudi, ki bojo vrnili funkcijam ugled, bom rekel. Zdaj spet bomo vrnili. Bo treba po Urški Klakočar Zupančič in po določenih podpredsednikih
tega sklica bo treba vrniti funkcijam. Zdaj, Boštjan, Urška Klakočar Zupančič, ki je zdaj pač omenil, Miren, danes mislim, po mojem mnenju, zdaj v tem času, ki mi snemamo, vodi zadnji kolegi svoj, kot predsednik Državnega zbora, ampak zdaj ima že neko drugo sestavo, ima te poslanske skupine, ki so zdaj odprešli. Skratka, prvič vodi kolegi, ker nima ona absolutne večine, kot je imela včasih. Pa mislim, da napoveduje tudi izstop iz Gibanja Svobode, oziroma govori se o tem, da naj bi zapustila Gibanje Svobode, ker je menda užaljena in prizadeta, ker naj bi dal po njenem mnenju ne izvoljiv kraj, čeprav je kandidirala za poslanko. Da se ni v Škofji Loki kandidirala, piše. V Ljubljani center, ja. Ja, mislim, Urško Klakočar, zgodbo Urške Klakočar Zupančič vsi dobro poznamo, še posebej jaz, iz tiste famozne Tarče, kjer mi je govorila, ki je potem šlo to tako rekoč v večnost, da je on vrhunski menedžer, In zdaj seveda, to je bila neka vrhunska ljubezen z njene strani do tega vrhunskega menedžerja, ki pa ni bila uslišana, In zdaj se vse skupaj poslavlja tako Urška, kot ta ljubezen in to, In torej, kaj pa ta ženska uprizarjala v Državnem zboru, Je pa to neverjetno, nihče si ni predstavljal 4 leta nazaj, da bo mogoče, se pravi, imidž predsednika Državnega zbora tako brutalno demolirati. Če smo že pozabili, kaj vse je bilo, med drugim se je tudi boksala z Zavcem. Ampak zdaj je to finale neke poti, Jaz se spominjam takrat, kako je mene žalila v tisti Tarči, ampak takrat sem nekaj takoj začutil, da tako ravna ženska, ki ljubi. Ona je, zakaj iz literature, recimo jaz poznam francosko književnost, in to je največje delo, se pravi Fedra, ki je tudi pri Rassinu, in ona, ko ogovarja moškega, ki ga ljubi, izpostavlja njegove pozitiv, tisti slepoti, kaj je on vse je. In to jaz sem, ker mi je to govorila, sem točno videl isti prototip grške tragedije. Že takrat si to opazil. Seveda, ki je name tulila, da sem jaz ne vem kaj, on je vrhunski menedžer, jaz sem pa, oziroma mi smo pa, ne vem kaj, smo že epistemofobi na koncu in sem videl, da je ona popolnoma zaslepljena, ampak ženska je zaslepljena, ko ljubi. Tako da to je ona meni sporočila s tem, bi rekel, njenim žaljenjem, seveda, vsi smo potem spremljali, kako se je ta ljubezen razvijala in zdaj je to prišlo do nekega, bi rekel, do nekega finala. Zadnjič bo naša Urška stala na odru zgodovine, kot se reče, in potem bo poniknila v ništrc. Hočem reči. Zdaj, seveda, tle večja zgodba, to, ki mi se pogovarjamo, tudi kaže to popolno deviantnost, ki na družbeni ravni, ki je uspela ta levica v sedanjem Državnem zboru sproducirati. Namreč, da se mi pogovarjamo o kupovanju poslancev kot o nekaj, pa da mediji pišejo o tem kot o nekaj popolnoma normalnega. Mislim, to je hudo kaznivo dejanje, to je podkupovanje poslancev, ne glede na to, pa plus, dajmo realno pogledati, a je to že kdaj v zgodovini slovenskega parlamenta bilo. Za Cirila Pucka, recimo jaz ne morem vsega tega govoriti, kar vem pač iz krščanskih demokratov, ampak tam bi recimo lahko približno rekli, da je to približno bilo, ampak zgodba Cirila Pucka, Ciril Pucko je šel v slovenski knjižni jezik kot taj pa Pucko, to je breme, ki ga noben normalen človek ne more nase vzeti, in ob tem, da še neki, ta Black Cube, po moji oceni, kaj je ta afera v zadnjem tednu volilne kampanje povzročila eno absolutno polarizacijo političnega prostora. Jaz sem prepričan, če bi bile volitve en teden prej, brez te afere Black Cube, bi Logar utegnil dobiti več na račun Janše in ostale male stranke na levi na račun Svobode. Tako se je pa Slovenija preklala na pol, ker je šlo za biti ali ne biti, za tega ali za onga. Čigava interpretacija je pravilna. In zdaj, da se vzpostavlja 2 močna bloka, in zdaj se postavlja tudi ob tem bloku še nek sredinski blok. Slišimo, da Cigler Kralj prihaja s kandidaturo za Državni zbor, za predsednika Državnega zbora. To je izredno zanimiva poteza, ki bo že v petek povedala, koliko je v Državnem zboru ura. Ampak ena zadeva, predstavljajte si, koliko ene energije se je nabrali. Predstavljajte si zdaj nekoga, ki se bo postavil in šel izdati svojo opcijo. Torej, kakšen strelovod bo postal za nezadovoljstvo, potem so še neki na Twitterju opazil, Ker ti ljudje, ki bi bili pripravljeni recimo izdati, prodati, sprejeti denar, karkoli, morda niti še niso opazili, bodo pa.
da naj pazi na življenje, ki bo to naredil. To je čisto nek anonimni tweet, pa potem pa še eden, ne, ker v ljudeh je tak bes, ne. Tak bes. Recimo jaz se zdaj pri Janezu Pogorevcu, zakaj te objave, zakaj te obsedam z Janšo, jaz tega ne znam razumeti. Ampak čutim pa bes ljudi, ki se nad njim zgražajo. Ampak on ni naredil nič, razen da izraža svoje mnenje. Zdaj pa, ker pa vem, kaj je bilo v krščanskih demokratih, ko je bil Pucko, pa stvari niso bile tako naelektrene, kot so danes. Si pa točno predstavljam, kaj vse se lahko zgodi z nekom, ki bi šel, ne, in podaril, najprej bi se seveda brutalno zameril šefom svojih dveh strank, recimo, če je to Stevanovič oziroma če je to Logar, ker to bi pač podaril njihovo logiko igre, bi jim pač vzel en glas, eno točko pomembnosti bi jim vzel, avtomatsko, ne. In drugo, seveda, kaj bi to bilo, ne, mislim, šel bi v digitalno večnost kot izdajalec in kot prekleta figura, če se ne bi še kaj drugega zgodil. Torej, v tej stopni, bi rekel, nezadovoljstva in ekstatičnega zadovoljstva na svojo linijo in nezadovoljstva z drugo linijo, jaz mislim, da so vsi možni scenariji. Zanimivo je to, ne, takrat Pucko, ne, recimo se je zgodil v nekem momentu, ne, čez noč, ne, se mogoče se je dalj časa pripravljalo, to zdaj težko pač vemo, ne, recimo do zadnje sekunde, ampak zgodilo se je kar naenkrat. Zdaj tukaj se pa to moje bitno podkupovanje, pa vse te stvari, ne, se dogaja že 14 dni, ne, že debatiramo o tem, ali bo kdo pa izstopil, ne bo pa izstopil, karkoli, ne. Sej ni bil sem Pucko, ne, pozabili smo, oziroma Boštjan je pozabil še na dve poslanki, ki pa takrat je imel pa korist Janša, recimo. Ampak to je bilo prej, takrat 2000, pa. Ja, 2000, ja. Polonca Dobrajc pa Salama. Hočem sem povedati, da imamo izkušnje v naši državi s tem. To, kar pa vidva zdaj govorita, ne, da je, mislim, to je škandalozno, da se mi praktično Pucko se je zgodil, ne, je bil moment, tle se pa praktično že mediji pišejo o tem, da se gre zdaj na ta plan B. Ampak ob tem naj povem... In celo zdaj še pišejo, poročajo mediji o tem, kdo je določen, da ga spelje, ne. Ob tem naj povem, pred leti, no, en zelo visok predstavnik, bivše SDV, ne, mi je govoril, pogovarjala sva se v teh končnih 80 letih, začetka 90 let in mi je rekel, veš, mi smo imeli mislil je na službo, partijo verjetno, ne, mi smo imeli v tistih letih toliko ljudi, da smo jih lahko poslali v vsako slovensko novo stranko, ne. Tako da, a veš, sej to zdaj ni od včeraj, ne, da se je pa zdaj našel tle nekdo, ki se je pa spomnil teh prestopnikov, ne, ampak to je neka kontinuiteta nekega političnega delovanja iz tistega režima, bom rekel. To je zelo enostavno, ker če pogledamo vrh te zgodbe danes, pa kakorkoli jo bi radi predstavili, da je to Golobova zgodba, pa demokratična zgodba, vrh je še vedno Milan Kučan. Mislim, da se ne rabimo slepiti, da neka kontinuiteta ne poteka. Golob je samo izvajalec te politike, ne? In ko ne bo več sposoben izvajati tega, bo enostavno ga zamenjali. Zdaj, tudi ta opcija je pri meni v glavi možna, ne, da ko bojo videli, da dejansko, pa mislim, da počas vidijo to, da bojo probali še zamenjavo oziroma medijskim linčom Goloba in pa potem, da pripeljejo novega človeka v zgodbo, preden čist predajo, bom rekel, ali pa čist podpišejo poraz in belo zastavo izobesijo in predajo oblast Janši. Ne strinjam se pa v toliko z Boštjanom, jaz mislim, da v petek ne bo še nič jasno. Ne glede na to, ali bo, recimo, če bo Cigler Kralj ali izvoljen ali neizvoljen, če bo kandidat, ker tle imamo zdaj dve opciji, ne. Ena opcija je, da bo tudi leva stran podprla Janeza Cigler Kralja, mislim, da Levica tega ne bo naredila, no, ampak recimo Gibanje Svoboda pa zaradi nekega upanja in kazanja, kako so oni graditelji mostov, ne. Druga opcija je pa ta, da bo to na nek način Golobov lakmusov papir, na koliko glasov lahko računa, ne? In bojo probali enostavno sesuti, če bo to Janez Cigler Kralj. Tako da jaz tle za Prmajduš še ne bi koalicije sestavljal po petkovem glasovanju. To se pravi, če jaz pa razumem, obstaja možnost po tvoje, da bo recimo levi pol, leva opcija poskušala zrušiti kandidaturo Janeza Ciglerja Kralja. Lahko da bo to njihov lakmusov papir, koliko ljudi so že potegnili, če bojo sploh kakšnega potegnili, iz nasprotne strani. Zakaj pa so se po vajnem mnenju, zakaj pa se je ta levi pol zdaj na nek način naprej odpovedal, da bi
oni, da Ravno pošljejo zaradi kandidata. nimajo glasov. Ravno zaradi teh scenarijev, ker ne vejo, ali lahko računajo še na neke glasove, ne, in verjetno ne bojo kurili, ampak bojo, se pravim, Aha, ali se pravi, bojo če bi oni dali nekega kandidata, Ja, svojega, in tam, jim lahko tam ne bi pade, bil, ne. pade, potem to je njihov znak za javnost, seveda, za njih, ne. tako da Tle nimajo. imaš pa, se pravim, tle sta pa dve opciji, ne. Ali bo Golob želel v javnosti in to bo potem, bo spet medijska zgodba, kakšen povezovalec je, ne, če bi podprl tako rešitev, ne, bolj se ne bomo spet cel teden rešili raznih esihov in podobnih pisanj o pa Repovžu in podobno, kako povezovanje, ne. Lahko pa, da je scenarij B, kjer bojo samo testirali teren, ali jim je že uspelo povleči na svojo stran katerega od poslancev. Je pa to, ne, zdaj odmik od tega, kar je takrat Janković 2012 predlagal. Ne. On je prišel z Mašo Kociper in zahteval, da je Maša Kociper, se pravi članica njegove stranke, liste, karkoli, predsednica državnega zbora. Če ne bi imeli oni te izkušnje z Jankovićem, bi se danes ponovili Golobu to. Ne. A veš, ker naduta sta približno, ošabna sta približno tam. Ne. Tako da mislim, da samo tista izkušnja z Zoranom Jankovićem, kjer se je pravzaprav pokazali, kakšen politični šarlatan je Zoran Janković, ki je brez omrežja praktično, ne vem, po moje komercialist v Mercatorju, ne, da pravzaprav ni znal zračunati To se pravi zdaj, zaradi svoje ošabnosti si ni znal še računati. kaj dodal? Ja, ne, mislim, ta paralela si jo ti potegnil, ne, je zelo povedna, ne, to se je zgodilo, jaz se spominjam, to je bil januar 2012 leta, ko je Gregor Virant napovedal kandidaturo, ne, in potem so se nenadoma našli, se spomnim recimo Ljudmile Novaka, ne, ja, mi ga bomo pa podprli, ne, in potem se je nenadoma našla še Ljudska stranka, potem se je nenadoma našla še SDS od Janše in so ga podprli, ni bil izvoljen, je bil to korak v koalicijo, ki je SD takrat, ne? Ne. A ni bil SD? Ni bil. Okay. In jaz mislim, da se bo to, torej, tako kot jaz poznam, ti fantje so odigrali vrhunsko igro, Nova Slovenija, ne, ker so razumeli, da desna sredina oziroma evropska alternativa, če je povezana, če se med seboj ne krega, zmaguje. To je vedno tako bilo. Zdaj so umaknili Ljudmilo, pa umaknili so Pogorevca, pa umaknili so Tonina, so se povezali, združili in so dobili fascinanten rezultat. Ne. In zdaj seveda oni, sem prepričan, da Cigler Kralj kandidira sigurno z neposrednim soglasjem, bi rekel, Stevanoviča in Logarja, zato ker so imeli, če smo brali to na tvojem portalu, so imeli kar naprej neka sestajanja, pa enkrat na kosilu, pa enkrat na kavi, pa enkrat petek, pa enkrat ponedeljek, pa to se niso pogovarjali o vremenu nad Krederco. Ne? In seveda tu vprašanje, kako zdaj to gleda SDS, najverjetneje je naklonjeno, ne? Zakaj pa ne? SDS v tej konstelaciji ne računa na predsednika državnega zbora, absolutno ne, ali pa naredi en korak nazaj, da narediš dva naprej, ne, in tle imamo, mislim, če to, kar jaz zdaj govorim, vsaj približno funkcionira, imamo tu že zadostno večino, ki pa seveda, če bojo njega izvolila, ne, je utemeljena na nekih širših dogovorih, kakšnih, pa jaz ne vem, ampak jaz mislim, da ti širši dogovori pa izhajajo najprej iz tega trojčka, Logar, Stevanovič in NSI, se pravi teh, bi rekel, ljudi, a ne, ki pa seveda zadevajo tudi po moje naravo izvršne oblasti, ob tem, da na nek tih način računajo, kdo jih bo podprl. In seveda, kdo jih bo podprl, najverjetneje jih bo podprla SDS, ne vem, da to ugibam, ne, ampak ta logika, ker Kralj se mi ne zdi človek, ki bi bil podoben, bi rekel, prejšnji predsednici državnega zbora, ki je kar skakal v vodo, kar brez veze, ne, on dela to z nekim premislekom, ne, se pravi, neki glasovi zagotovo morajo biti, če bo on to kandidaturo formalno vložil. Ne. Zanimivo je tudi, da seveda je tle to presenečenje prvo vlagatelja, ne, da noben z levice ni pohitil pa prvi vložil. Ne. Vse volitve so že zdavnaj končane, mandati so že zdavnaj potrjeni, ne. Ne, in to je, bi rekel, zelo zanimiva dialektika, ki se tukaj kaže, se bo pa hitro odvil, ne. Hitro se bomo prešteli, v petek se bomo prešteli. Ne. Zdaj, ampak sem ta stavek mogoče še, ker je Boštjan dal super izhodišče. Tukaj so oni, če ne bojo dali kandidata, in kot praviš, niso nič pohiteli, da bi ga dali, tukaj priznavajo svoj poraz na volitvah. Ne? Tukaj priznavajo svoj poraz na volitvah, da oni pravzaprav v tej konstelaciji sil, ne, pustimo, kaj Golob govori, oni ne morejo s tremi strankami sestaviti ne državnega, niti državnega zbora, oziroma izvoliti predsednika, niti, bom rekel, predsednika vlade. Tako da,
enostavno tukaj priznavajo, če prej niso, tukaj priznavajo svoj poraz. Ne? Ker dvomim pa, da bi bili pa oni tako širokogrudni, ne? Da po 4 letih plenjenja v državi, plezanja po funkcijah, da pa tlele ne bi dali nekoga. No? To je recimo dobro izhodišče, ki ga je možno. Bral sem kolumno, zdaj ta konc čez praznike, kolumno Vesne Vugodina, časniku Večer, ki recimo napada pa očita Golobu, da Golob ni dobil dobenega mandata, da bi se šel v neko koalicijo čez oba pola in tako dalje, da pa če Golob je obvezen dolžan sestaviti levo vlado. Ja, ampak ona je Janković, ne znaš te do 46, ne? Ne, zanimiva psihologija, ne? Ja. Ker zdaj, ko pa pride potem neko tajno glasovanje, pa to se pa nekako soočiš, ne? Ni psihologije, tle je gola, zgrešena ideologija, ki vodi bojlan Jaz nimam druge razlage. Matematično naj pove, kako si predstavlja s to konstelacijo sil ta Vesna Godina sestaviti zgodbo 46. Samo z levimi, čistimi levimi strankami. Sem to naj pove. Levo-sredinska vlada za tiho podporo Logarja in ne vem, zakaj bi pa Logar to delal? Zakaj bi pa Logar s tiho podporo? Vidiš ti to bolano glavo? Tako si predstavljaš. Ta trojček bo vladal, ampak se pravi, Anže Logar pa Stevanović bosta pa v zapečku državnega zbora tiho podporo dali. Vsi to so bolniki, jaz nimam druge. Ampak ta teza, ki jo je Boštjan povedal, je dosti logična. Recimo, da je pač kandidatura Janeza Ciglerja Kralja, da je v bistvu produkt dvojnega trojčka. Najprej trojčka znotraj NSI, Fokus in pa SLS in potem še dogovor z Stefanovićem in Logarjem. To je ta. Ampak zdaj pa, če to drži, ampak zagotovo pa ne grejo, verjetno tudi Janez Cigler Kralj ne gre kandidirati kar na slepo. Mora biti neko tiho soglasje še z nekom, z Gibanjem Svoboda ali pa z Janševo SDS. Jaz zdaj ne vem, kaj on razmišlja. Janez je načeloma zelo preudaren, Cigler Kralj je zelo preudaren politik, ne verjamem, da bi šel res skakati, kot je tudi Boštjan rekel, kako že rekel, Šarec bazen. Tako kot Marjan Šarec. Dobro, Marjan Šarec je druga sorta človeka. Da bi šel skakati na recimo na nezanesljivih 46 glasov. Tako da jaz verjamem, da mogoče je res neka širina, zdaj vprašanje, s kakšno stranko, lahko iz SD, nek tihi dogovor, da bo pa SD, recimo Janez Cigler. Ja, pa tudi to ni dovolj, ne? Potrebuje nek velik Ne, pa se, če ima SD, pa ne, dovolj je že, če bi vsi, torej SDS, pa ta... Ne, 30 plus 6, 36. Ne. Se imaš 9 poslancev še Nove Slovenije, ne? Pa govidi, dvojček ima 20, ne? Ja. Trojček ima 20. Ja, pa podpora SDS-a? Ja, se pravi, da morajo čutiti neko podporo ene od velikih strank. Eventualno lahko je tudi podpora višja, pa gre čez 50, če bo še SD šel, ker SD, ne vem, se tudi Han ves čas nas prepričuje, da je za dogovor, sicer se ne upa v ta trojček, ampak načeloma nič ne bo zgubil, če podpre Janez Cigler Kralj. Zakaj pa po vajem ne ravno Janez Cigler Kralj? Zakaj recimo ne, naprimer, ne vem, Jernej Vrtovec, naprimer, ne? Zato, ker če smem jaz, iz dveh razlogov. Prvič, formalni razlog je ta, da Janez Cigler Kralj je bil vodja poslanske skupine, in konec koncev tudi kandidat za predsednika, in pač je to ga pač enostavno predestinira. Druga zadeva pa seveda, da Jernej Vrtovec, jaz mislim, da sebe vidi v izvršilni oblasti. Je pa tretja zadeva, ki je pa najbolj pomembna pri tem, to, kar je Miran prej že omenil, in kar smo do zdaj sem razvila, zakaj Levica ni predstavila svojega kandidata za predsednika državnega zbora. Zato, ker Golob je pač tak kot Ludvik 14. Mislim, vse v eni stvari, drugače v ničemer. Ampak država, to sem jaz. Vse je po moje. To tako je. In to je teoretično nemogoče, da bi rekel, razen predsednika državnega zbora. To je najbolj ključna funkcija v državi. Če hočeš biti predsednik vlade, rabiš predsednika državnega zbora, ker mora vlada vse te, brez tega sploh ne moreš biti predsednik vlade. Tukaj se začne, Še nikjer ni bilo, da bi predsednik državnega zbora bil iz neke druge koalicije, kot je predsednik vlade. Jaz se tega primera ne spominjam. Konec koncev je bil Janez Podobnik, ko so bili v koaliciji z Drnovškom, prej ne. In to pomeni samo to, da so Golobovi prešteli svoje poslance in videli, da bi bilo to pač
nesmiselno, ker drugače bi zagotovo šli. To je prednost terena, to je tako, kot kdo bo žogo pelil prej proti golu. To je prednost terena. Ne moreš biti tih pa gledati, kaj bo nasprotnik naredil. To je prednost terena. Ne? Recimo se spomnim, ki je Peterleja, ne, je takrat, bi rekel, leta 2007, ker sam napovedal predsedniško kandidaturo in potem pač ni mogel nihče nič več napovedati, ker je bil pač Peterlej. In tu je zdaj zelo podobna zadeva. Ne? Ampak se pravim, če so imeli kaj v vidu ti, ki se razumejo in spoznajo samo na to, kako se ima oblast, to je Kučanova levica, ne, so imeli to, ne, da rabiš predsednika državnega zbora absolutno, če hočeš pelati državo. Zato pa rabiš 46 glasov, ki jih pa v tem trenutku, ko mi to razpravljamo, očitno ni. To je to, ne, kaj je v bistvu Stevanovič rekel, ne, da koga briga, kaj misli Mesec. Luka Mesec. To je to. Ne. Najdu se en politik, pa se jaz s Stevanovičem ne strinjam v mnogih stvareh, ampak najdu se pa nek politik, ki točno povedal Luki Mesecu to, kar mu gre. V tem trenutku, ne? Ja. Ne v tem trenutku, to mogo Golob že 4 leta nazaj. Torej, to je dobro, to je Stefanovičeva zelo dobra izjava, ki izredno dobro paše. Ne? Spet te bojo popravljali. Stevanovičeva, ja. Zoran Stevanovič, ja. Zato, ker Slovenija si mora odpočiti in si mora zaceliti rane po tej ekstremni levici oziroma po Mescu in po Vrečkovi in potem, ker to je neverjetno, kako so oni opustošili javno krajino. Zato popolnima dvojnimi merili, ne, da so za malega človeka, hkrati so pa zaposlili kolosalno, 200 podsekretarjev, sekretarjev ali neki tazga, številke so kolosalne, to vse mi plačujemo iz svojega denarja in to je strankarska vojska, to nima nobene zveze z nobeno demokracijo, z nobenimi transparencami, z nobeno vertikalnostjo, sposobnosti in tako naprej. To ima samo plent državo. Mislim, to so pokazali in hkrati so rekli, ubili bomo vsazga, uničili bomo vsazga, ki ne bo govoril tako, kot mi. To je logika, ki so jo pobrali iz Čebin, ki se je utelesla v Kočevskih breznih, a ne, ko so njihovi ponosni nasledniki pobijali in če se mi odpočijemo od te logike, ne, pa damo prednost podar gospodarstvu. Sem zanimivo videl na Siolu. Sem prebral, ne vem koga, pa tudi če bi vedel, ne bom mu reklame delal, ampak nekdo, ki je napisal Planica, Slovenci in kapitalizem pozitivno. To je kapitalizem, to je to, kar deluje. To je na Siolu bilo danes objavljen in kot neka kolumna ali nekaj takega sem prav debel gledal in sem si mislil, no, očitno se časi v državi to se začelo spreminjati, potem ko je Stevanovič rekel, da levica, poslušajte, kdo vas pa šiša. Ker to so pokazali, volivci so zdaj zelo jasno pokazali, to so pokazali že 4 leta nazaj, da je to neka minorna, ekstremno leva, ki v bistvu po vseh kriterijih mednarodnih, ki jih imamo, s terorizmom koketirajoča zgodba, ki je pač marginalna. Gorje pa, če taki ljudje dobijo oblast v državi, kajti taki ljudje so državo sposobni uničiti. To so naredili sistematično povsod tam, kjer so na oblast prišli. Ja, pa si vidiš dolgotrajno oskrbo. Njihov ključni projekt ja. Se je sfižil. Projekt, ki so ga še en dan pred volitvami zagovarjali, še celo Biserka Meden, ki je potem v ponedeljek, torej njena organizacija Srebrna nit, povedala resnico. Zanimivo, kako je ta dolgotrajna oskrba potem dobesedno eksplodirala. Ne v ponedeljek, ampak torek, v sredo po volitvah. Ja. Medijsko je eksplodirala. Seveda, do nedelje so jo skrivali. Mene je najbolj frapiralo to, da ta stopna razkoraka med dejanji in med besedami. Levica, z veliko začetnico, oni govorijo eno, delajo pa popolnoma drugo. Tako kot komunisti. Njim je za malega človeka popolnoma vse, za proletarce popolnoma vse. Njim gre za njihov aparat, s katerim si prilaščajo državo, okupirajo na naš račun, na račun davkoplačevalcev in to je smisel njihovega obstoja. Vsak totalitaren sistem. Moč in oblast. In Asta Vrečko vsak dan, zastavil sem to vprašanje, vsak dan v drugi obleki. To je na Twitterju, vse koliko obleke stanejo, 700 €, karkoli. Odkot denar za vsak dan druga obleka? Dejte mi to, prosim, odgovoriti. Ona mi tega ni odgovorila, do zdaj zadnjič vprašam, ker tudi po moje ona zginja z tega prizorišča. Ampak to opustoši. Zdaj je izvoljena za poslanko, ne? Pa ja, ampak zdaj pač vse pravim, tako kot je Stevanovič ugotovil. Je pa zdaj ugotovil, neki tišini, vidim, Asta Vrečko. Oni so pravzaprav, oni so zelo, pa zdaj dokler bojo še na oblasti, oni so zelo pokrili, bom rekel, državno upravo s svojimi kadri. In pravzaprav, če bo človek želel narediti efikasno javno upravo, vsaj kakor se jo da v nekih 4 letih, govorim, če bo zdaj neka operativna vlada prišla,
bo imel že s tem veliko dela. Ne? Ker če ti pogledaš, jaz mislim, da slika in prilika te stranke je dolgotrajna oskrba. Ne? Pravi, popolnoma neoperativna stranka, kadrov, ki so bili več ali manj doma, ne? Delo od doma, ne? Izplačevali so si krasne dodatke, ne? Rezultat je pa tak, kot je. In Boštjan je lepo povedal, njim je popolnoma vseeno za ljudi. Ja. Ker te ljudje danes, celo določene novinarke, ki so bile v koaliciji, bom rekel, s to stranko, danes jamrajo, kako mora Nona plačevati, torej, da se čaka in pa više z njim, mislim, da neka novinarka dela. Skratka, tle imaš ti čisti dokaz in prav to, kar je Boštjan povedal, to je stranka neke namišljene elite, ne? Ja, s Fotopuba. Javnost jo je zelo povezvala s Fotopubom, ne? In oni so prišli do svojih 5 minut slave. Ob tem pa jaz vedno povem, slovenski razkol dodatno se je začel takrat, ko je ta stranka Levica prišla v parlament. Točno to. Ne? Točno se pravi, do takrat, do tam smo še nekako folgali, bom rekel, neko normalno komunikacijo, ne? Po tistem, ne? Se je pa zadeva sesula. In je ta država izključno razklana zaradi stranke Levica. To jaz trdim. Tako kot je Zdaj razklana. dvomim, da se bodo minimalno strinjali s tabo. Ne, jaz Ja, se strinjam, saj jaz se se gremo pa lahko pogledat 100%, dejstva, ne, jaz ne. se pa z njim 100% Se gremo lahko strinjam. dejstva pogledati. Jaz se pa z njim 100% strinjam in to je izredno pomembno, da smo to, bi rekel, odkrila, ne, in Povedali, dal na svetlo, ne, kot se reče. Ne. In seveda to je ta zgodba, tragedija slovenskega naroda, ki se začenja leta 1941 s tako imenovano Osvobodilno fronto, katere ustanovnega sestanka nikoli ni bilo in kar je temeljna Kučanova poteza, vedno deliti, vedno ustvarjati. In ti bobni sovraštva, ki jih je Levica sprožila leta 2014. Ne. Od leta 2014 oni samo bobnajo na sovraštvo, na delitev, na to, kakšen mora človek biti. Jaz to vidim na naši fakulteti, kako to gre. Tisti študenti, ki se grejo absolutno politizacijo, ki absolutno politizirajo, ki se grejo Free Palestine, pa ne vem, obešajo slike. Lansko leto je visela portret druga Stalina. Živijo drug Stalin je visel za majske praznike na naši fakulteti. Ne moreš verjeti. Ampak hočem reči, tisti lahko prosperirajo. Ja, če se odrečeš vsem prepričanjem in tule z njimi potem dobiš službo gor dol. Pa se to študenti to vidijo, se to študentje meni povejo. Zato pa zakaj pa mislim, da jaz razlagam, da ni mu sen za običajnega človeka? Kdo pa je Miha Kordiš bil? Največji kapitalist med študenti. Noben ni imel na razpolago toliko osebnega dohodka, toliko servisa države kot poslanec. On je bil poslanec, je bil po teh kriterijih, na katere se on sklicuje, je bil on najbogatejši kapitalist med študenti. Zato pa pravim dvojna merila, ker jaz svoje študente se mi kaj povedo, se kaj rečejo, se kaj opazim, ali pa rečejo na pol, karkoli, pa sklepam, kako to gre. Paradoksalno, da je on še mogoče res največji revolucionar ustal, ne? Ker ni ustal z njimi. Ne? Ti, če pogledaš, recimo, omenil si Free Palestine. Ne? Kje so danes ti zagovorniki Palestine? Ne? Usrali so se, bežali so z vladne sobane. Ne? Luka Mesec je zaradi taktičnih razlogov pred volitvami ustal. Kaj je to drugega kot izkoriščanje tragedije, ki se dogaja na Bližnjem vzhodu? Za domače potrebe. Ja. Bodite frajeri do konca, pejte se suprostaviti Golobu. Težave z Izraelcem so njegove težave, ne vaše. Poteptali ste svoje načela, ki nam jih prodajate kot da ste nepopustljivi v svojih načelih. Oni so imeli to je absolutno stranka, demonska stranka, ki je vnesla v ta prostor. Pa ne sem pri nas, imamo na Hrvaškem isti primer, možemo. Ali pa recimo v Bosni se je pojavila taka stranka, ki pa je bila več ali manj dobro anulirana zdaj. Skratka, to je stranka, ki je dodaten razdor v to družbo prinesla. Ja, mislim, ki je ustvarila razvor, zato ker je imela vse medijske megafone, ne, in je potem to vsi so se temu poklonili in največja katastrofa, pa da Golob od odsotnosti pač svojih idej, kaj bi sploh imel, je rekel, bodite vi ideolog vlade in gospodarski ideolog in potem je tle nastala katastrofa. Ja, se tega bo pa politično stali. Se pravim, ne, Golob danes gotovo obžaluje, da se je povezal z Levico, zato ker zmagovalec teh volitev ni on. Zmagovalec teh volitev je pač desno-sredinska opcija in v svojih, bi rekel, in pač Stevanovič in Logar,
pridružena tej ali pa popolnoma avtonomna, se še ne ve, ampak Golob in Levica nikakor niso zmagovalci teh volitev, ob tem, kar moram pa zaključiti takoj podariti še enkrat, da so imeli na razpolago vso moč, ki so absolutno zlorabljali Sova, in drugo, da mene te manipulacije v državni volilni komisiji, mislim, mi sprožajo, bi rekel, treslaje po hrbtenici, ne, mislim, ker to nas pa izloča iz območja demokratičnih držav, ne. In jaz bi rekel, da tu zadaj je še en mandat, če ne 2 mandata, ki bi šel sicer desnici, če bi bile volitve, tako kot bi morale biti. Ampak zdaj je DVK zavladila, vse pritožbe in zdaj je to nekaj čim pase, ne. Ampak to sem želel, zdaj, če se nekako nagibamo, zdaj, ko preštejamo dosege posameznih teh blokov, pridemo do tega zaključka, da zdaj tukaj desni blok je v neki mehni prednosti, ne. Ja. In zdaj, ampak pri tem sestavljanju koalicije, ki je pač zaenkrat še ni, ali pa recimo vse mi ne vemo za njo, mogoče že je, me zanima zdaj to vajno mnenje, tukaj vsej 2 dilemi se pač pojavljata. Ena dilema je to, ali je seveda avtomatičen kandidat za predsednika vlade mandatarja Janez Janša, ampak pojavlja se tudi ime Jerneja Vrtovca, ne? Vsej na teh družbenih omrežjih, po medijih in podobno, ne? Pa me zanima, da je vajna ocena. Gre tukaj zdaj za dilemo Janša ali Vrtovec ali ne? Jaz sem že povedal, da torej Vrtovec in njegov trojček, ki ste stavlja zdaj ta novi trojček, ne, ima recimo z 20 glasovi, če bi bili homogeni, ne, izredno moč programske usmeritve koalicije. Ne pa tudi tako moč, da bi postavljal premijeja. Ampak potem se človek vpraša, saj če imaš ti dobro koalicijsko spisano, ki je pravzaprav vodilo tej vladi, potem je pravzaprav čist vseeno, ali bi bil Janez Janša ali pa kdo drug iz SDS-a v premijer, če mene vprašaš, ne. Tako da ni čisto vseeno, kako je to, ne? Če imaš dobro sestavljeno... Tukaj so neke osebne karijere, pa tako dalje. Ampak govorim ti, ne govorim zdaj, da bojo oni predlagali, da Janša ne bo. Ne dajem ben tega občutka. Ampak hočem ti povedati, če imaš ti dober temelj, ki je programski temelj za to, da se reši ta država po tej 4-letni naravni katastrofi, ki nas je doletela s to Levico in Svobodo, potem je na premijeju, da samo organizacijsko dobro, bom rekel, pelje to zgodbo programa, seveda, vedno nastanejo kakšne težave, ampak ki se jih rešuje. Ali je Vrtovec ta moment že material za premijeja? Jaz mislim, da ne. Ali bo čez 2 leti? Če bo sedel v vladi, ki bo uspešna, verjamem, da bo. Tako da jaz ne vidim zdaj druge možnosti, kot da na desnici se pojavi, torej več teh razlogov, ampak da se pojavi ime Janeza Janše kot edino ime za premijeja. Mislim, vsi vemo, kaj to pomeni, ampak meni kalkulacija glasov, velikosti strank in vse to pač povedo, da je Janez Janša pač zelo realna opcija v tem kontekstu, mislim, zato, ker je pač predsednik najmočnejše tako rekoč stranke, ne, oziroma za en glas pač v tem DVK, ki mu nihče ne verjame, ki je ena sama sramota, ne, vključno s tem, kar počne Janez Pogorevc, zato kot krščanski človek in kot član Državne volilne komisije legitimira in to javno. Mislim, to je pa, mislim, dobro. Hočem reči, mislim, vse karte, imamo največ kart v rokah, ne, mislim, tudi ta trojček, se pravi Stevanović, Logar in NSi, Fokus in SLS, ne more nič v bistvu brez Janše. Pa se tle niti v bistvu ne gre za to, da mi potrebujemo neko nujno preusmeritev od te norosti 4 leta golobovanja, nujen prelom s tem, ne, in prelom z Levico, ne. In Stevanović in Logar sta rekla, da ne gresta z Levico in da ne gresta z Golobom. Ne, dobro, rekla so, da ne gresta z Janšo, ampak zdaj eksplicitno sta rekla, da ne gresta z Levico. Ne. Se pravi, to pomeni, da glede na to, da je bila politika Levice politika Golobove vlade,
da bo ta zelo težko šla z Golobom. Pač se mi zdi to nelogično. Drugič pa še, da jaz ne vidim praktičnih možnosti, kako bi Golob z kupljenimi, ukradenimi glasovi poslancev vodil vlado, ker to se bo pač, to je pač tako, kot če bi šel z avionom, z prestreljenimi krili nekam leteti. Bo, ne bo, kdaj bo, kako bo, in to je pač čisto vse odprto. Ne. Ker to nikoli ni delovalo. Jaz pravim, v 30 letih, ne zato, ker je Ciril Pucko prestopil. On je prestopil, problem bil, so šli podobniki v koalicijo. Ampak je pa tudi res, da so podobniki koalicijo Drnovškovo razsul. To je pa tudi, to je moram priznati. Priznam, da ne bomo pozabili. Oni niso bili izdajalci do konca. Oni so lepo rekli, zdaj gre pa Drnovšek dovolj in so naredili koalicijo z Bajukovo vlado. To je dejstvo, ne? Ampak ta prestop in ta izdaja poslanca ni nikoli funkcionirala. Drnovšek je bil zelo izvoljen, ja, ampak si ne bi mogel zelo kaj pomagati, če ne bi ena velika stranka prestopila. Ne. Tako da, kako bo Golob samo s temi nabranimi glasovi, ne, pa predvsem, da on ni Drnovšek. Drnovšek je imel nekaj za sabo za pokazati. Kaj pa on za pokazati? Katastrofa na vseh področjih. Kaj pa on za pokazati? Popolnoma na nuli gospodarska rast. Zaposlenih 20 ljudi na dan so zaposlili v javni upravi, so zvalili na naše denarnice. Katastrofalen položaj. Zdaj slišim, da Melonijeva absolutno noče z Golobom ga niti pogledati, zato ni nikogar bilo, a mi sploh nismo opazili, da ni nikogar bilo v Ljubljano v teh 4 letih. Nikogar. Ampak čisto dobesedno nikogar. Makron je prišel za 5 minut enkrat. Pa čakajte, ki je bil Janša, pa ne vas zdaj hvalil. Ampak so bili skozi tukaj. To se pravi, ampak neki tukaj bo vseeno, ne? Ko se bo garila, ali če se bo, pa recimo, ko se bo garila ta desno-sredinska koalicija, neki bo tukaj zarečenega kruha, ne? Pri Logarju in pri Stevanoviču, ne? Absolutno. Zato me zanima vajno mnenje, kje vidite v tej poziciji Stevanoviča, ali z resnico v vladi, skupaj 48 glasov, ali 43 glasov z mandatarjem Janšo in potem podporo Stevanoviča oziroma resnice v smislu neke konstruktivne opozicije. Lej, oni, če pogledaš, če bo Stevanovič res delal tisto, kar govori, torej da njega izključno zanima programska osnova 4-letne Slovenije, potem je zadeva za pogled zelo jasna. Notranje politično približno ima program, ki je usklajen z demokrati in pa z Novo Slovenijo, zunanje politično so na drugih bregovih. No, zdaj, kako se bojo oni zmenili na tej točki? Jaz, recimo, če zdaj le pogledam, ta moment mene seveda notranje politična zgodba bolj zanima. Zakaj? Ravno zaradi udora teh, bom rekel, nekih od kriminalnih struktur do načina razmišljanja iz regije, ne? Da posaniramo to zgodbo. In če bojo oni tukaj prepoznali to kot prioriteto, kar trdita in Logar in Stevanovič, torej boj proti korupciji in kriminalu, potem je rešitev na dlani. In bo zunanja politično navzkrižje, ki deli te stranke, prišlo mačkan kasneje na dnevni red. Zdaj pa, tudi Stevanovič se bo mogel zavedati, da mi kot del Evropske unije imamo samo 2 možnosti. Ne? Ali da približno znotraj Evropske unije zagovarjamo neka stališča, ki so lahko tudi drugačna od uradne politike Evropske unije, ne? Ali pa bomo na nek način se prilagodili tej Evropski uniji. Na eni točki ima Stevanovič prav. In to je, da je Evropska unija nefunkcionalna. Na tej točki ima on prav. In to recimo bi lahko mi opozarjali. Golob tega ni delal. Zakaj ni delal? Zato, ker je bil pravzaprav na tej zunanje političnem polju pod okriljem Makrona, praktično ni imel svojega stališča, praktično je, bom rekel, ni opozarjal vrhuške Evropske unije na to, da se zastopano si tako Macron in tako. Mislim, nit ne smrdi, nit ne diši, kakor se reče. Janša je tle bolj tečen. Ne? Janša je pokazal, da je zagovornik Evropske unije, da je
sestavni del EPP-ja, tako da tle ni sporno, zdaj, ki se probajo nekako ga porivati Horbanu, ne, jaz mislim, da tle zadeva ni sporna, ne, in da na tej točki lahko Janša bolj na nek bolj meren način uskladi program z Stevanovičem. Ker to, kar predstavlja Golob, je vse tisto, kar Stevanovič na zunanje političnem področju noče. Ampak z Janšem ima ta... Kar se tiče Evropske unije. Ne? Paradoksalno je, da Golobovi strici imajo glede Rusije enako stališče kot Stevanovič. Mislim, to je vse neki prepleten ta moment. Ampak jaz bi vsem strankam položil na srce. Ta moment je prioriteta notranje politična zgodba. Torej, prihaja kriza, rešiti moramo pravzaprav na nek način se moramo rešiti te razbohotene korupcije in kriminala, urediti pravosodje, urediti zdravstvo in je to ta moment prioriteta. In tle sigurno jaz lahko vidim zgolj to, da grejo te trije k Janši. Mislim, da recimo, če vzamemo približno 8% programskih točk ne bi bilo usklajenih, enakih med tem trojčkom, med Vrtovec, Logar in Stefanovič. Zunaj je verjetno tak, kot si omenil. Ne, zunanje politično je Stefanovič bolj s Kučanom na liniji. Kar zadeva Rusijo pa Putina pa tako. Absolutno. Zvoli. On bo tudi zamenjal, mislim, zato, ker to danes sem prebral, se prvič se je zgodilo, da so Ukrajinci opravili večje število napadov na rusko ozemlje, kot Rusi na ukrajinsko. To pove, da se ta vojna preveša in nekaj dni nazaj prišel podatek, da zdaj že nekaj mesecev ruska vojska ni napredovala ama nikamor enega metra. Ne. In to seveda pove, da bo enkrat v Kremlju počlo, to sem prepričan, da bo v Kremlju počlo in da se bojo zadeve rekonfigurirale in da bo ta berlinski zid, recimo v nekdanji Sovjetski zvezi oziroma v Rusiji, padel še enkrat. Ne. In tu zdaj seveda je nova priložnost za redefiniranje tudi mednarodnega položaja pol Slovenije. Ne. Se pa strinjam z Miranom, da mednarodni položaj zdaj ni bistven, bistvena je pa zadeva v državi. Ne. Bistveno je to, da ne dobi Levica naslednjih možnosti, da s to državo dela, kot je počela. Še ena zadeva, ne. Zdaj je še najbolj okostenele komunistične partije, konkretno v Vietnamu, to sem prebral danes v Figaroju, so izvolili zdaj ne vem imena, ampak je tudi nepomembno, nekega samodržca ali karkoli. Ampak on pelje kot Kitajci absolutno kapitalistično politiko in si je zastavil za prvi cilj 150 000 ljudi odpustiti iz tako imenovane državne javne uprave. Ne. Ampak to je najbolj ortodoksna levica na planetu. Naša levica z veliko začetnico pa dela, pa je bog v kakšnem času ostala izgubljena. Ne. Hočem reči, ne. In to se pravi zmanjša državno upravo, razbremeniti gospodarstvo, osvoboditi konec koncev, ustvariti medije, osvoboditi javno, to so izzivi notranje politični, zunanje politični pa se Slovenija ne more na kakšne bistvene stvari tukaj vplivati, ne, tudi Janša konec koncev, on ni, če še to da dam zraven, ne, podpornik 100% Evropske unije, tako kot Stefanovič, on je izredno spremljal njegove tvite, on je izredno kritičen do vseh stvari, do katerih je normalen razum kritičen. Ampak Janša je, če ga jaz prav razumem, na stališču, da se mora Evropska unija reformirati. Ampak da ostane skupnost. Ne? Stevanovič je mogoče malo bolj še zatežen, bom rekel, na tej točki, da take Evropske unije, kot jo imamo ta moment, ne potrebujemo. Tako sem jaz razumel, lahko pa, da se motim. Ne? Ampak kot pravim, ne, jaz mislim, da... Se tukaj nisi daleč na razen. Ja, jaz mislim, da res se... A veš, zdaj nas mediji zasipajo v Sloveniji temi, ki so, bom rekel, v koaliciji z Golobom, nas zasipajo z informacijami, ne, da Janša je novi Orban, Vučić in... Mislim, po mojih informacijah, pa so zelo zanesljive, je Janša z Orbanom že kar nekaj časa zelo na hladnem. Z Vučićem, ja pa kdo pa ima z Vučićem pa Dodikom
odnose v Sloveniji. Mislim, dajmo biti resni. Ne? Kdo uvaža ta srbski režim v Slovenijo? Tako da, če gledamo Bližnji vzhod, ne? Kaj pa je tako norega proti Izraelu naredila Golobova vlada? Čisto vse je delala to, kar bi Janša delal. Samo Janša je to napovedal že par let nazaj, da bo imel z Izraelci korektne odnose. Tem so mogli pa, naj mi ljudje ne zamerijo, jajca odrezati Golobu, da ne škoduje interesom. Ali pa slikat. Verjemta mi neki. Če bo Izrael zahteval prestavitev ambasade iz Tel Aviva v Jeruzalem, bosta to naredila in Janša in Golob. Janša zaradi tega, ker je ideološko na tej, bom rekel, se strinja s tako odločitvijo. Golob pa zaradi tega, ker mu bojo drugačne posnetke dodatne dali ven. Kaj smo pa mi dubali? Kakšno je pa tle ločeno zgodba, kar se tiče Slovenije in Bližnjega vzhoda? Ni, ne? Ampak pa imam že rajš desno opcijo, ki me je vnaprej upozorila, kakšno stališče bo imela do Bližnjega vzhoda, kot pa nekoga, ki mi tuli 2 leti Free Palestina, kar ti že omenjaš in podobno, na koncu so pa tisti mrtvi otroci v Gazi samo sredstvo, ki se jih zlahka vrže čez ramo, ko ti izraelski Mossad pride z posnetki tvojih ljudi, ali pa tebe. Tvojih ljudi, lahko tudi njega, oziroma njegove spalnice, in ti reče, poslušaj, takole bo. Pa grem rajš na tistega, ki mi je to 2 leti govoril. Smo že pozabili, to moramo poudariti, da če bi po ne vem kakšnem norem naključju se slučajno zgodil, da bi Golob vlado sestavil. Jaz mislim, da to praktično ne bo to funkcioniralo. Ampak potem bo to najbolj proizraelska vlada v daleč okrog, ker bodo depeše prišle to narediti. Samo kanal, če ne, je pa seveda. Samo po kanalu se bo sporočil. A veš, kaj v teh posnetkih... To bo brutalno, sionistično. V teh posnetkih mi ne govorimo o opozicijskih ljudeh, ki so bili ujeti. Mi govorimo o srži, o članih, bom rekel, kaj je drugega Dominika Švarc-Pipan kot koristni idiot tega omrežja, tega podzemlja. Ona govori o tem, kako se stvari pri nas. To ni zdaj govoril Branko Grims. Pa da bi rekla, ok, se mu ni vse za zaupati. Človek iz srčike omrežja, podzemlja, političnega podzemlja, govori o tem, kako pri nas stvari tečejo. To bo najbolj pa veš, da bojo Izraelcem dali vse. To bo najbolj proizraelska vlada, ki se jo lahko sploh predstavlja. Izraelci ta moment, če mene vprašaš temi 6 posnetki, držijo preživetje tega omrežnega sistema, tega podzemlja političnega v Sloveniji. Ker jaz mislim, da to si ne bi mogli zatiskati, če bi vsi posnetki vam prišli, mi si več ne bi mogli zatiskati oči, kaj se pri nas dogaja. Tudi tisti, ki se jih zdaj še zatiskajo, ne bi mogli, plašnice bi odpadli. To sem pa prepričan, ker kaj vse je bil Golob pripravljen za to Izraelcem dati? To pomeni, da je tam neka težka bomba. Ja, seveda, pa Levica isto. Vsi so šli ven iz glasovanja, ki niso glasovali za to, da se Slovenija pridruži tožbi, so na teh posnetkih se da sklepati. Logične poti. Ali pa povedo, zakaj niso glasovali, zakaj so šli ven. In če gledamo samo Izrael, seveda, da mu je interes, da ostane Golob na oblasti. Logično, da mu je interes. Pri Janša zna biti še zoprn. Lahko, da ima on podobna stališča kot oni, ampak zna biti zoprn. Lahko se v enem momentu kaj zakuja. Ta se ne bo zakujil. Ja, ta se ne bo. Ta bo samo dobil obvestilo, da je številka 6 pripravljena. Verjetno. Ja, in seveda je v interesu izraelskih oblasti ta moment, da Golob ustane. Je v interesu srbskih oblasti, da ta moment Golob ustane. Je v interesu Soroša, da Golob ustane. Mislim, tle ni velikih skrivalnic. Sam interesu slovenskega naroda ni. Še to vprašanje, če 3-krat mandatar ne gre skozi, so predčasne volitve. Ja, pa to, jaz mislim, da je nerealno. Poslanci bojo izvolili mandatarja, zato ker predčasne volitve pomenijo pač njihov konc. In to zelo dvomim, da se bojo, oni bojo nekoga pol na konc volili. Ampak že mislim, zdaj lakmusov test, jaz še vedno mislim, bo zdaj ali kaj bo s kraljem, s kandidaturo. Če je vložena in če bo obravnavana že v petek, to je zdaj 3 dni od tukaj, je to zelo zanimivo, kaj bo. Jaz se nagibam k temu, kar pravi Boštjan. Mislim, da bomo bistveno več zvedeli iz usode njegove kandidature, kot se bo dal. Jaz se s tem vajno tezo ne strinjam čisto, ampak ok, bomo videli.
Skratka, predčasne volitve sta podpisala. Jaz mislim, da niso ne. realni. Mislim, Zdaj, da ne. takoj, ne govorimo zdaj v roku enega leta, tisti je možno, ampak ta moment, da nam ne bi uspel, torej da ne bi uspel dobiti novega premierja. Še kdo pa še nekaj, ne čisto formalno, kdo pa bi imel interes, da desno-sredinska opcija še nikoli ni dobila to glasov kot sedaj. Golob pa ves čas trdi, da je zmagal. Kdo bo pa za predčasne volitve? Han. Ja, koga pa briga? Han. Han. Ne, hočem reči, desno-sredinska opcija nikoli še ni dobila takšno število glasov. In seveda ni zainteresirana. Golob ves čas trdi, da je zmagal. Skozi, da je zmagal, ja pa halo. Predčasne volitve, če lahko malo špekuliram, bi bile najbolj porazne za Goloba. Jaz mislim, da če bi prišlo do tega, da bi omrežja, zavedajoč se tistega, kar vejo že danes, da Golob ne bo verjetno sestavil vlade, samo zaradi pritiska Zorana Jankovića na ta omrežja še vztrajajo na njem. Če bi prišlo do predčasnih volitev, jaz mislim, da Gibanje Svoboda več ne bi vodil Golob. Dal bi nekoga, dal bi neko tretjo stranko, neki novega bi ustvarjal. Ne stranko, človeka. V primeru predčasnih volitev ti ocenjuješ, da bi Gibanje Svoboda na volitve povedal, da drug človek ne več. Po moje, ja. Golob bi odšel za Urško. Po moje, da ja, ker, a veš, mislim, se to pa tudi nimajo praznih glav, da bi še enkrat šli z poražencem, ne? Ker Golob je poraženc teh volitev. Dobro, Boštjan, pa mi počakamo do petka, bomo te videli, ne? Seveda, se pa znova seveda potem vidimo v petek, resnice bomo po mojem takrat snemali v času, ko se bo premlevalo v Državnem zboru, do takrat pa seveda ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.